Kje tiči ideja za to, da se je zgodila tale razstava v okviru Bienala? S to razstavo pod naslovom Bienala arhitektura onkraj zgradb ali pa onkraj zgolj grajenega smo želeli pravzaprav pokazati, kako se z razrešitvijo ključnih infrastrukturnih problemov lahko spremeni potek razvoja nekega mesta. Zato smo vzeli za izhodišče tudi zmagoviti natečaj Edvarda Ravnikarja v Benetkah, ki je na en izjemno globok vizionarski način pokazal, kako bi z postopno odstranitvijo železnice in ceste razbremenil Benetke, ki bi se lahko v bistvu razvijala na območju Tronketo, ki je danes žrtvovana puščava nepreglednih cest, parkirišč in garaž. Na podoben način v bistvu pa z istim razmislekom poskušamo pokazati, kako pomembno je za Ljubljano, da blokirano območje v samem centru, ki ga že več kot 150 let izkoriščajo železniški tiri, z sprostitvijo, s poglobitvijo železnice, da lahko Ljubljani tisti ključni polet v trajnostnem razvoju, kajti gre v bistvu za največje sklenjeno zemljišče, okrog pol milijona kvadratnih metrov zemljišč, ki bi pravzaprav Ljubljani lahko vrnili ta prestolniški značaj. Tukaj pravzaprav je največji potencial za razvoj Ljubljane. Kaj pa Odprti krog in Ambient, ki sta pred leti se že prijavila na en natečaj in sicer z idejo o poglobitvi železnice? Danes, ko že vsi govorijo o poglobitvi, vprašanje je res samo kdaj. Mi v bistvu vztrajamo, da je treba železniško infrastrukturo poglobiti v bistvu tukaj in sedaj. Res pa je, da sta ti dve skupini arhitektov edini poglabljale železnico na natečaju 2002. leta, ko je bilo v natečajnih pogojih pravzaprav skoraj da prepovedano razmišljati o poglobitvi. In kljub tej prepovedi, recimo, smo takrat na obeh straneh žrtvovali več kot 2 meseca časa z interdisciplinarnimi skupinami, v bistvu preverili vse vidike tega problema in mislim, da tudi dokazali, da je poglobitev nujna. Na podlagi v bistvu teh ekspertiz smo kasneje na nek način tudi pripomogli k temu, da je danes v bistvu poglobitev še opcija. Res pa je, da mi vztrajamo in s to razstavo tukaj želimo pravzaprav še enkrat upozoriti, da je potrebno poglobiti železnico sedaj, dokler ne naredimo še večjih napak, kot sta bila, rečemo, ta dva socialistična podvoza, ki sta za dolga desetletja blokirala misel o poglobitvi. In nekaj podobnega bi se lahko zgodilo zdaj, kajti objekti, ki bi zrasli na to težko anomalijo, na ta logični problem, v bistvu, ki blokira povezavo dveh ključnih polovic Ljubljane, vsi ti objekti bi pravzaprav dolgoročno na nek način ne samo odmikali, morda tudi preprečevali v bistvu nadaljnja razmišljanja o poglobitvi in seveda tudi samo poglobitev. Kakšno ima povezavo ta načrt z načrtom iz leta 1963? Edvard Ravnikar je v tem svojem zmagovitem predlogu za Benetke na en zelo lep način pokazal, kako se sodobna infrastruktura v mesto lahko umesti. Žal razvoj v bistvu Benetk ni šel v tej smeri, zato imamo danes recimo na tistem edinem praznem območju Benetk na Tronketu predvsem infrastrukturne probleme, garaže, parkirišča, v bistvu in vozlišča cestnih infrastruktur, medtem ko njegov predlog je bil dejansko razširiti Benetke, dopolniti v bistvu z nekim novim sodobnim centrom, ki ne bi bil konkurenčen staremu, ampak izrazito podporen z neko mednarodno umetniško akademijo, z stanovanji, vrtovi. Skratka, s tem bi Benetke ne bile samo spalno naselje za vedno hujše udarne valove množičnega turizma, kjer se v bistvu tudi
stari Benečani nekako umikajo, ampak bi živelo svoje avtonomno življenje in seveda tudi lažje pravzaprav ta vdor množičnega turizma pretvorilo pravzaprav v kulturni turizem. Mislim, da je ta njegova misel še danes izrazito aktualna. Dejstvo, da takrat to ni bilo izpeljano, je mogoče še en dodatni razlog, da v mestih, ki te napake lahko ne ponovijo, še enkrat premislimo o podobnih problemih in da tudi v Ljubljani pravzaprav skozi to izkušnjo najdemo seveda boljšo rešitev.